Sara Isakovič je prva dama slovenskega plavanja, je dobitnica srebrne olimpijske kolajne in je danes vrhunska podjetnica, psihologinja in ljudem svetuje, kako se naravnati za vrhunske dosežke. Del njene prakse je pozitivna psihologija, saj verjame v trening pozitivnega psihološkega stanja in v aktivacijo čustev za fit možgane. Sara, dobrodošla in z veseljem bova poklepetala. Jaz sem videl Saro že prej, ker psihologi držijo skupaj, tako da se je v ringu zadaj že ogrevala in pripravljala, ampak preden Sara ti dam to vprašanje, če imaš kakšen komentar, ker vem, da ga imaš. Ja, pa na debato prej. Ti si moja tista carica legenda, moj heroj. Držijo skupaj, ampak imamo te v Sloveniji, morda za en tak uvod, kako je ta tvoja kariera potekala geografsko? Dubaj, Amerika in zdaj Slovenija. Vmes, Dubaj je bil, potem je bila Slovenija vmes, potem je bila Amerika 6 let, pa 3 leta Dubaj, pa 1 let Norveška, pa sem pa rekla, zdaj pa jaz pridem domov v Slovenijo, pa sem res najdla ljubezen svojega življenja doma in sem toliko srečna. In sem zdaj v Radovljici sem in sem toliko vesela. Tako se je pač šla sem malo po svetu nabirati izkušnje, pa sem se pa zdaj domov vrnila in v novih vodah. Tako da sem ful vesela, da sem doma, izkušnje sem nabrala, tiste, ki sem rabila, Slovenija je pa itak res najlepša država na svetu. Sploh Gorenjska. Pač tako je bila cela kariera, pač malo plavalna, malo študijska, v Ameriki sem bila 6 let na študiju, pa tudi delala sem raziskave možganov, potem sem se preselila v Dubaj, tam sem delala s piloti v Emiratih z namenom, da začnemo pilote obdarjati z orodji, kako oni lažje prenašajo stres. Potem sem se preselila na Norveško, tam sem imela samo projekt, da pripravim 4 Norvežanke, da veslajo čez Atlantik. Pa sem pa prišla domov, zdaj pa delam s športniki, z glasbeniki, poslovneži, predavam, večinoma se ukvarjam s čuječnostjo, malo z nevroznanostjo, podobno tudi tako malo kakor Katarina. In kaj je tvoja prva inspiracija, ko slišiš besedo mentor? Super vprašanje. Zdaj, inspiracija glede tega, kaj to meni pomeni. Kako si misla oseba. Ful mi je zanimivo, da jaz zdaj govorim prav o mentorstvu, zato ker sem nedolgo v tej vlogi. Jaz sama sebe gledam kot mentor mlajšim športnikom. Mislim, da imam tukaj tako, tudi starejšimi, pač. Ampak uživam v tej vlogi, ampak najbolj pomembno, kaj je tista ena stvar, je pa točno to res, pač to iz srca tudi tako in z dušo povem, je mentorstvo ni nič drugega kot en tak čudovit odnos, kjer se eno drugega učimo. Jaz se učim od 13-14 letnikov. In jaz, ko pride k meni, tako 15-leten športnik, če se jaz takoj ne tako skonektam s 15-letnikom, tako da sva midva v bistvu na nek način, nisva prijatelja, seveda je tudi spoštujejo me otroci in me gledajo in ta začelo še vikajo me, sem rekla, jaz ta prvi prekinem vse to, ker se zelo hitro vikamo. Jaz kakršenkoli odnos, ki ga hočemo vzpostaviti, je to res en tak iskren človeški odnos. In bolj, ko se delamo, bolj, ko se imamo za nekaj več, ne funkcionira. In se s Katarino 100% strinjam, inspiracija zame mentorstva je to, da sem jaz kot človek samo jaz. In jaz ne rabim biti zdaj Sara Isakovič plavalka, olimpijska z medaljo. Ampak jaz sem jaz kot človek, zato ker jaz nikoli v življenju nisem bila rezultat. To je samo posledica mojega nekega dela, truda, vloženega, sanj, otroških sanj, ki sem jih pač seveda priplavala, dosegla, ampak jaz sem jaz. In to je tisto, kar meni največ šteje. Da sem jaz in ko se jaz spustim v neko vlogo
brez nekega egota in bolj, ko sem iskrena, bolj, ko sem odprta, bolj je ta človek zraven mene isti tak. In to sem se jaz res naučila od svojega očija. V njem še bova, ampak Ja. Branko je že dvignil roko, tako da Ja. Ja. izvoli. Se povezuješ na srčni čakri ali na tretjem očesu? Wow, to pa še jaz ne vem. Kako naj pa to zvem? Nisem še do tega prišla, da bi to analizirala. Ali se lahko to potem Se boste potem pogovoriva. pogovorila. Ampak, Sara, morda preden greva na vprašanje povezano s tvojim očetom, kako pa gledaš ta odnos, je zate mentor in trener eno in isto? Ja, seveda, definitivno, zato ker sem pa, mislim, lahko povem svoje izkušnje. Moj slovenski trener je fenomenalen, on je mene pripravil resnično za ta uspeh, ki sem ga dosegla. Ampak moj trener, nažalost v Sloveniji ne morem reči, da je bil mentor. On je bil, tako, pač v Sloveniji so trenerji bogovi. In plavalci obstajamo v bistvu bolj zaradi trenerjev, ker seveda, če trenerjev ne bi bilo, plavalcev ne bi bilo. Ampak v Ameriki je pa, ne zato, ker je Amerika, pač nisem zdaj kakor nek full fan Amerike, super je bilo, študijska leta so bila čudovita, ampak trenerji so na bazenu zaradi plavalcev. Pač vloga trenerja obstaja zaradi plavalcev. In trenerka v Ameriki je bila pa resnično mentor. Kaj pa to pomeni, da je ona nas, 25 punc je bilo v ekipi. To je kar challenge, mislim, 25 punc, hitro se lahko zgodi neka drama. In ona je nas znala pač vzgojiti še zraven in šejpati in moldati odrasle osebe, ki so sposobne premagati kakršenkoli izziv v življenju. In ona nas je zavestno prav tako mentorirala, učila, kako živeti življenje. Pri našemu trenerju je bilo tako, skačite v vodo, kva sem vas rekel, a lahko nehajte se pritoževati, nimate kaj za jamrati, danes je lahko. Ja, tako. A sem rekel, da skačite? Tako. Ajde, zdaj se pa mučite, bruhajte, Pa recimo, ko ni šlo dobro, so letele deske, kva sem rekel, brcej, tako. Vse v redu, jaz sem zmagala s tem odnosom. Super, v Ameriki je pa tako, da ko nam ne gre, trenerka ustavi celotno ekipo in da tak govor, da nam solze tečejo, kocine grejo pokonci, čeprav to uvod nemogoče. In smo tako inspirirane, da se zamenja v stotinki energija celotne skupine in potem izvlečemo iz sebe, sploh ne vemo, od kod smo izvlekle še toliko energije. In vodenje, mentorstvo, seveda, dobro, tukaj zdaj one-on-one se bolj pogovarjamo, ne, tukaj, ja, pač ekipa. Ampak mentorstvo pomeni... No, ampak Rok je prej vseeno omenil, da ravno ko mentoriraš startupe, ne mentoriraš samo enega posameznika, ampak tudi ekipo. Aha, okej. Je relevantno. Se srečujejo tudi z ekipami. Aha, okej, ja, mislim... ja, sploh ne vem, kje naj začnem. Mislim, to jaz sem preživela 5 let na Berkeleyju in neverjetno, kaj sem se tam vse naučila. Ampak, kje je štos? Štos je v tem, kaj da? V gačama. Pa može v gačama. Ne, gre se za to, da je meni, recimo, mentor. Jaz, kot vidim mentorja, je to neka oseba, ko rečem, wow, jaz si pa ful želim biti kot ta oseba. Zato, ker je ta, recimo, ne vem, pač res še enkrat mojega očija, tako pač bova v njemu pa pojela. Lahko greva zdaj na očeta. Ja, ne, zato ker je, ja. Ker sva se midva pripravljala na ta pogovor, je Sara veliko omenjala očeta, ne, in omenjala si ga predvsem v njegovi funkciji kot mentorja in kako je bil na nek način tudi tebi sparring partner v psihologiji. Tako da to je malo razloženo. Ja, ne, kaj sem hotela še, hvala, ja, za to pač vprašanje naprej. Ampak kaj sem hotela povedati je to, da zato, ker je bil oči pač popolnoma on. Nikoli se ni delal, nikoli ni komandiral, nikoli ni mislim, vse dobro, moja mama reče, jaz sem pa mogla cel drek tlele pojesti. Oči pa itak fan, ne, zato ker.
Ampak ta, recimo, relacija mojega odnosa mami oči, itak, mami, disciplina, red, mene se posluša, jaz sem ta glavna, tole bo tako, kakor jaz rečem, zakaj ni pospravljena soba, Oči je pa, kde si, ljubav moja, kako si? Dajva se pogovarjati, planeti, zvezde, ne vem, kako si? Daj mi povej, kako si. In dobro, ne samo to, ampak kakor on živi življenje, zame je mentor nekdo, ki jaz rečem, wow, vse te način razmišljanja, kako dojema svet, kako si ga razlaga, kaj je mogoče, kaj ni mogoče. Pač sploh ne vidim mentorstvo kakor nekaj, zdaj pa jaz moram biti to nekaj, ampak jaz to že vse sem. In jaz tisto, kar sem že potem neka inspiracija in moja naloga je samo, da vodim. Ampak osnova je pa, kakor sem že čisto na začetku rekla, veste, kaj mislim s tem? Da je človek, pač človek, prisoten, 10000%. In to pogrešam v Sloveniji, zato ker je zelo veliko tistega komandiranja, in se hitro naredi ena bariera, zato ker seveda, če jaz tega ne naredim, nisem dovolj dobra, pri mamici nikoli nič ni dosti dober, pri očiju v lifeu nobenega obsojanja. Jaz te spoštujem, jaz te imam rad in ne glede na to, ja, da mogoče kdaj ni bilo v redu, te ne obsojam za to, ampak ti bom pomagal najti pot, kako to izboljšati. Ja, ampak dobro, to so pač vzgoje, a ne? Ampak ti, Sara, kar slišim je, da v bistvu delujeta obe zgodbi tvojih trenerjev, in slovenskega in ameriške trenerke, da ti je pa na nek način bližje ta ameriški princip, očetov princip, ne mamin in to. Ja, ne zdaj kaj bližji. Vse funkcionira, če znamo izpeljati nekako svojo korist. Jaz sem tudi svojega trenerja samo poslušala to, kakor sem ga rabila. Ne glede na to, koliko se je drl, sem jaz vedela, da sem jaz prišla pridno trenirati in garati in to je bila moja vloga. Večina plavalcev je pa zaradi njega nehal plavati. Tako da jaz sem bila samo karakter z neko vizijo in jaz sem imela začrtano to vizijo in tudi, ne glede na to, kaj bi on meni dal, koliko bi se name drl, čeprav name se ni drl, ker sem bila res pridna. Ampak vedela sem, kaj hočem, no? In v tem smislu sej ne pravim, da zdaj teli drugi so pa kakor joj, zdaj te pa mojčkam, pa ne vem kaj. Ne, moja trenerka v Ameriki je bila tako dominantna, mi smo se je tako bale, tako da to je neverjetno. Jaz se mojega očija ne bojim, ampak trenerko v Ameriki, to je bilo strah in trepet, ampak ona je bila istočasno oboje. Tista topla oseba s takimi vrednotami v življenju, ki bi rekel, wow, to si pa jaz želim biti. Istočasno pa, mene te osebe malo strah. Ampak, ko si govorila o očetu, si govorila točno o tem, on je inštruktor pilotov in da v bistvu si na nek način želi, da se ga te piloti ne bojijo, hkrati pa da prihaja do tega, da se ga bojijo. O tem sva klepetala. Ja, to sva klepetala, ja, seveda se spomnim. Ja, pač zakaj se od svojega očija toliko učim? Zato, ker je pač tudi na en način mora biti psiholog kot inštruktor, zdaj dela za Boeing. V bistvu, ko pridejo k njemu piloti na simulator ali pa na kakršen, večinoma hodijo na simulatorje k njemu in on seveda inštruira, ocenjuje, on je examiner. In zdaj in midva se zelo veliko potem tudi pogovarjava o tem, zato ker on je tudi kakor en mentor in coach in njegova vloga je, da ta nek človek, ki pride že z nekim znanjem, samo v nekem danem trenutku oddela tisto svoje najboljše, se pravi, znanje, ki ga ima, skills, knowledge, vse to executa v tistem trenutku, ko je najbolj pomembno. In zelo veliko inštruktorjev so taki, pač, to so piloti, že tako bolj ego. Pa je šele, ko inštruktor rataš, koliko si pa ego, to je pa noro. In piloti niso navajeni pač priti v neko okolje, kjer moj oči reče, prva stvar, kar reče, how are you doing today? Okay. Pa je pa rekel, pa on vedno reče, do you know we work for the same company? Samo toliko, da te spomnem, a ne?
mi dva delava za isto firmo. Pa reče, ampak, a ne, zato ker drugi inštruktori sam pridejo noter, usedite se, pač engine failure, in on reveš, pilot od spredaj, samo v stresu totalnem, ka sam razmišlja, joj, zdaj me ocenjeval, pa obsojal, koliko sem dober, koliko nisem dober. Moj oči pa pride pa reče, a veš, danes ni izpit. Danes je samo confidence building exercise. Danes si se ti prišel nekaj o sebi naučiti, nekaj o letenju, tako, hopefully both. Ampak mi dva delava za isto firmo, samo toliko, da veš, ti boš delal napake, jaz bom delal napake, pa ti veš, kje ljudje še delajo, mislim, on še preden vsi piloti začnejo njegov session, reče, lej, včeraj sem bil v Singapurju, prej sem bil tukaj sem bil v Avstraliji, a ti veš, kje so piloti delali vse napake, točen isti sim session. Pa oni rečejo, res? Kje pa so delali napake? Pa jim pa reče, glej, tukaj. To ne vem, če je dobro, da poveš nam, ka veliko letimo. A ja, to je še vedno simulator. Jaz sem v zadnjih 3 letih naredil 200 letov in moram reči, da vseeno upam, da so piloti ljudje, ki ne delajo napak. Ne, seveda, ne v zraku. Ne v zraku, tukaj je sim session. A ne? In kako jih v bistvu pripravi, to je neverjetno, kako prva njegova naloga je, da jih sprosti, da jih popolnoma sprosti od nekih pritiskov, nekih pričakovanj, da reče, pač razumem te, ti si človek, ki ima tukaj eno težko, res izziv, težko situacijo. To mi je bila recimo v Sloveniji vedno zanimivo, kaj je trener rekel, kaj pa se sam sebi smilaš, nič ni tole težko. Kaj pa je kaj težkega, včeraj je bilo lahko, pa predvčerajšnjem je bilo lahko, Ne, prideš pa rečeš, confront reality, noro, mislim, naporno bo, izziv bo. Pa daješ know-how, še prej, mislim, tako oči se vedno fokusira na to, ja. Kje so zdaj tiste pomanjkljivosti, po celem svetu se delajo, ampak glej, anticipiraj to. Mogoče se bo tudi tebi zgodilo, mogoče se ne bo, ampak glej, kje imaš pa coping mehanizme, tukaj. In v bistvu, pač zelo veliko milijon je teh še teorij, ampak zelo veliko se od njega učim, kako pristopiti neki situaciji, v kateri se pričakuje najboljše delo od posameznika. In bolj je človeški pristop, bolj deluje. Ker čisto takoj, Katarina je to tako dobro rekla, takoj, ko se ti počutiš obsojenega, kakor nisem dovolj vreden in zdaj me bo še ocenjeval, koliko sem dober, takoj se aktivira nek pritisk, neko pričakovanje, ki pa samo podzavestno eno tisto ročno, zdaj nimate več ročen, verjetno imate gumbek. A imate tako fancy avto, da sam gumbek, ne? Se noter, res pač to je neverjetno, kako lahko v stotinki nekoga pripraviš na nek nastop ali pa svojo neko pojavo z nekim egotom, se človek takoj ne počuti tako dobro. No, tako da zelo veliko se tega od njega učim, seveda v sami trenerski vlogi nikoli nisem bila. Še, ne bom jaz ostajala 15 do 5, šla otroke trenirati plavati. Nič več. Nič več. Kaj? Ne, nič več. Tako da pač ful se mi zanimivi ti človeški odnosi. Če narediva to zgodbo iz plavanja v letenje, kjer se pojavljajo neke podobne zgodbe, danes veliko sodeluješ s podjetji, je tukaj kaj posebenega. Seveda, kar nekaj stvari je podobnih, jih je fajn obdržati, ampak glede na to, da sedijo tu startup mentorji, je kakšna zgodba v podjetjih, ki jo bolj specifično opažaš? Kaj? Mislim, zdaj s podjetji nisem še toliko zelo delala, da bi točno sama mogla opaziti, kaj prvem, kaj tako drugačnega. Gre se za to, da se vsi soočamo z nekimi izzivi, ali smo v mentorski vlogi ali nismo. Meni je v bistvu kaj ključnega pomena? Sploh, da niti ne razmišljamo toliko zelo o tisti osebi, ampak da resnično, kakor sem že prej rekla, res preusmerimo pozornost nase. Koliko ste vi budni, koliko ste vklopljeni, koliko se zavedate svojih misli, svojih čustev,
svojega načina komuniciranja, svojih percepcij. Ja, hvala, aure, energije, kakorkoli, however you wanna call it, ja. Gre se za to, da vi preusmerjate pozornost nase, čist skozi, ne v sebičnem smislu, ampak da konstantno delate sami analizo. In mislim, Katarina je že to tako lepo povedala glede starševskega odnosa. Itak skozi mislimo, mi smo zdaj ta pametnejši in zdaj bomo mi to tako, tega otroka disciplinirali, pa to mu bomo, pa to. Samodisciplina, tako kot sem jaz disciplinirana, verjetno bo otrok kar sam od sebe to povzel, od mojega načina vedenja in mojega obnašanja. In v mentorskih vlogah je čisto isto. Ne glede na to, kje smo, kdo smo, kaj smo, vse smo ljudje. In to je res najlepši dar, mislim, da je točno ta v nekem odnosu, ko ne vem, ali pa, že tako, ko opazujete druge, kako si razlagajo stvari, kako gledajo na svet. Že to je zanimivo v nekem mentorskem odnosu, ne zdaj, da v trenutku menjate njihovo percepcijo sveta, ampak vloga je, da jim, ne vem, kaj je vloga mentorja? Da ga malo prebudiš, da ga malo prešejkaš. Razsvetliš. Ja, seveda, razsvetliš ga s svojo razsvetljenostjo. Jaz to gledam, sorry, ja. Ne, kar. Ja, in pač vloga mentorja zame je tudi ta, da nekdo prepozna moje tiste najboljše kvalitete in sposobnosti. Pač res zato, ker smo se v oči pogovarjali, midva se sprehajava po Berkeley kampusu, začetek drugega letnika. To pomeni, da jaz moram enrolati svoj major, declarati svoj major. In on meni kliče, Micka, ti si takav bullshitter. Ti si tako, to je točno tako rekel, ti si takav dober bullshitter in toliko voliš ljudi, za tebe je psihologija idealna, kao. In midva greva lih tam une stavbe od psihologije, kaj center psihologije na kampusu. In pa jaz rečem, ja prav tata, bom pa psihologijo opisala. Naravno, kao, možeš ti to. Ti si najbolj bullshitter. Zdaj moraš to vprašanje prebrati. Psihologija je danes tvoja strast, zakaj si jo izbrala? A veš? Umetnost moderiranja je, da ljudje, brez da jim postaviš vprašanje, že na vprašanje odgovarjajo. Ampak jaz... Preden pobegneva midva globje v psihologijo, bova se zazrla v občinstvo in jim dala priložnost in možnost. Se veš, Slovenija, čeprav oni so super, veš. Ste vsi super. Veliko so že sprašvali, ampak v Sloveniji sem jaz vedno navajen, da moram ene 3-krat pozvati občinstvo, da se potem vprašanja postavijo, ampak gotovo kakšna roka je že zdaj, vidiš, 3 so bile. Ja, je super. Dami damo prednost 2, 3, takole. Super. Ja, super.
Super. Super. Ja, super, hvala. To je čist res. Mhm. Ja. Mhm. Super, hvala. Res je, res hvala. Živijo, Sara, jaz sem pa dve vprašanje dovolil, če lahko. Lahko. Prvo je, kaj si občutila v tistem trenutku, ko si videla campus psihologije? Ja. Drugo pa v bistvu vemo, da najmočnejši motivator pa podjetniku je self-motivation. Kaj tebe motivira? Ja, hvala. A kaj sem čutila? Mislim, ja, tako, neko zanimanje, neko radovednost. Ne vem, saj mene je psihologija od nekdaj zanimala, zato ker sem vsak dan čutila psihologijo. Saj to je bil del mene. Če glava ni bila na pravem mestu, telo ni delalo tisto svoje. Tako da to je bilo že od nekdaj neka taka strast, ker sem sama s svojo glavo eksperimentirala, odkar sem bila 12 let stara. Ja, glede tega pa, kaj je mene gnalo, to je ful tako zanimivo vprašanje, zato ker ga ne znam odgovoriti, ker sem bila stara točno 12 let, ko se je meni implementirala, se je tudi slovenska beseda, ja. Prav tako vizija, da bom jaz en dan na olimpijskih igrah. Ampak to je bilo samo tako, da bom jaz na olimpijskih igrah, to je bila prva vizija. Pa sem pa jaz pogruntala, da ko sem prišla na prvo olimpijado, 16 let sem bila stara v Atene, in sem videla, da sem sanjala olimpijske in da sem prišla samo do olimpijskih, da pa sem pa, ja, se po domače tako malo pokakala, ko je šlo za štart, ni bilo nič od tega. Pa sem pa rekla, ok, če sem sanjala olimpijske, naslednje olimpijske sanjam medaljo. Tako da jaz sem si v bistvu, mene je gnala tista res neka notranja motivacija, nikoli noben meni ni povedal, Sara, to moraš doseči, edino to šteje, ampak to je bilo samo, daj da vidim, kaj vse na tem svetu mogoče. In nikoli si nisem dovolila, da mi nekdo pove, kaj je mogoče in kaj ni mogoče. Ja. Zato, ker mi je oči tudi govoril, odkar sem bila stara 10 let. Samo vprašanje, res, to mi je rekel 10 000-krat. How credible is the source? Ne se sam vprašam, tako, če mi kdo reče, to ni mogoče, to ni mogoče. How credible is the source? Pa tudi, če je mami rekla, da je nekaj sanjati, a ti veš, kakšna je konkurenca. Je on rekel, ma pusti ti mamico. Ti nju uzimaj samo kao aspirin, samo koliko ti treba. Čeprav moja mami najbolj zlata na celem svetu. Ampak ta neka prepričanja, a ne. Kaj je mogoče, kaj ni mogoče, pri moji moči je bilo vse mogoče. Če se trdo dela, ja. Tamle je bilo še eno. Ja. V bistvu dve stvari. Ena je mogoče taka kratka zgodbica na pilote, boš lahko svojemu očetu prenesla. Mišek pa Miška sta par, ne. In zdaj Mišek pride domov in najde Miško z netopirjem v postelji. Čisto razočaran. Pravi, kaj je to, kaj mi delaš? Pa pravi, lej, pilot je pilot. A dobro. Ampak bolj resni stvari. Tudi sam sem treniral 4 leta plavanje. Res? Kako si preživela vse one kilometre, ko gledaš v dno bazena in si misliš, joj, še te dolžine, še te Ja, dolžine, ja. še te dolžine, in tega ni konca. Ja, ni konca, ja. Zmečkane prste Ja. in klor v nosu. Pa posod. Komaj čakaš, da greš ven iz bazena, da se posušiš, še tuširati se ti ne da. Ja, sam res. Ja. Kako si to zdržala? Zelo težko. Zelo težko in vedno povem pač tisto čisto realno zgodbo, koliko je bilo to naporno. To je čisto individualni šport. Ja. Ko si čisto sam, čisto Vsak dan skačeš in se zavedaš, da skačeš v 16 km mučenja. 8 zjutraj, 8 zvečer. In to res, 15 čez 5 skakati v vodo. Jaz, ja, mislim zato, ker, a veš, kako je telo tako premraženo v jutranjih urah, še to zraven. Ja, solze polne očal, skozi, sem mogla skozi otakati te očala, da sem sploh kaj videla.
borba s svojo glavo, ker si nisem dala, da me premaga tista negativa. Ker v stotinki, samo da je trener napisal nalogo na tablo ali pa jo povedal, je šla glava, seveda, to je obrambni mehanizem uma, je šlo samo, ne morem, preveč težko, tega je preveč, to je brez veze, to je kar nekaj, zakaj pa danes, se je bilo že včeraj težko, Samo misli, simptomi stresa, ki te bombardirajo in potem se prilepijo na glavo, pa še, a ne, čustveno, zato ker sem utrujena, res nenaspana, lačna, vse to, še čustveno, še tako sem bolj ranljiva, pa diham plitko, se zaradi plitkega dihanja sama sebe začnem smiliti in mi gre na jok, ker pač sama sebi produciram nek občutek žalosti. In to je vsak dan, cel dan, 24 ur na dan, res. Ampak, ko je človek vklopljen in tako, čist conscious, tako res awake, halo, misli, živijo misli, hvala lepa za dramo, zdaj pa lahko prosim, se lahko pač, a ne, prevlada prefrontalni korteks, kjer prevlada odločanje in kar naenkrat sem pa vladar svojega uma in svojega telesa in se zavedam svojega dihanja in se umirjam. Ena stotinka je lahko tako, druga je pa prisotnost, umirjenost, diham, sproščam se. Plavalci imamo tako srečo, ker je voda tako meditativna in jaz samo, ko piham mehurčke, me sprošča, če imam 10 sekund pavze vmes. Preusmerjam pozornost na predele telesa, ki so močni, stabilni, ne bolijo. Najdem v ritmu dihanja, predstavljam si, kako sem na olimpijskih igrah in plavam tistih zadnjih 50 metrov, igram se z domišljijo, predstavljam si, da sem lahka kot perešček, da je voda gosta kot Nutella. Če ne čutim zaveslaja. Igram se z domišljijo, z mislimi, čustveno sem stabilna. To se vse naučimo, a ne? To ni nič takega. In potem samo to prakticiram iz dneva v dan. In vizije imam nalepljene na steni in olimpijsko medaljo in svetovni rekord. Ja, in ne gre in pridem na svetovno, pa se zastrupam. Tako se zastrupam, da sem bila tako bela kot tale stena, še dobila sem infuzijo, ja. Pa bi lahko tisto leto bila zlata na svetovnem, pa sem bila 7. Pa pridem na evropsko, pa ne rata, pa pridem, vi ste videli res samo medaljo, prej niste videli, kaj se dogaja. Tam sem bila, nek pod vrhom, ampak nikoli se pa ni zgodilo. Pa fajtam, pa borbam, pa grem naprej, super izkušnja, kaj sem se naučila. To se potem človek vse psihološko lepo natrenira. Vizualiziram samo naprej. Vizualiziram za nazaj. Če tekma ni bila dobra, če trening ni bil dober, jaz to lahko vse zradiram v glavi in odplavam točno tak trening, kakor tisti večer bi bilo fino, da bi odplavala. To so mentalne tehnike, ki bi bilo fino, da vsak človek vsak dan meditira pa vizualizira, tako da, ja. Takrat me je učila psihologinja tehnike sproščanja, se pravi samo, da sem sproščala mišice na telesu, tako da to mi takrat zelo veliko pomagalo, ampak nismo se pa več od tega pogovarjali. Sama sem prišla. Mami, ko sem bila jaz majhna, mi mami rekla, pejte tjale v kot, zapri učke, ponovi nastop. Tako da to sem imela malo spodbude že od majhnega. Pa sem pa sama to ful vadila. In do 20. leta, 8 let vaje, je bilo pa že kar dosti vaje, ja, da sem se lahko res uživela v ta filmček. Ja. Jaz sem očitno zelo dobro vizualiziral, da boš vse moje vprašanja odgovorila. Namreč naslednji piše, da vam preberem, možgani tako kompleksen organ, kako delujejo. In mislim, da si že veliko povedala o možganih, ampak vseeno, če je bilo plavanje na nek način v športu, nek tvoj fokus, se mi zdi, da so možgani v psihologiji nekaj, kar te zanima in te je zanimalo, ko si študirala psihologijo. Imaš še kaj v možganih za povedati? Kar nekaj si povedala. Ja, mislim možgani. Fino je, da razumemo, kako so napeljani, fino je, da razumemo tudi, kako jih lahko natreniramo, katere centre natreniramo. Jaz se ukvarjam s čuječnostjo in se pravi treninga zavedanja, s mindfulnessom. Preučevala sem nevroznanost mindfulnessa z Navy Sealci pa Marinci, tako da smo gledali v bistvu, kako trening čuječnosti spremeni strukturo in funkcijo možganov. Prav v 8 tednih se spremeni struktura in funkcija možganov na tak način, da so
možgani v času neke stresne situacije bolj psihološko odporni in smo poj preučevali točno, ko se natrenira center zavedanja, to je insularni korteks, in ko se aktivira, se pravi, da v neki stresni situaciji ali pa tudi, ko anticipiram neko stresno situacijo, ko se zavedam, kaj se dogaja v moji glavi, ko zaznam neke spremembe mogoče v svojem telesu, ko zaznam in pač v kateri situaciji se v bistvu nahajam in kaj me čaka, je neverjetno, kako ta center komunicira prefrontalnemu korteksu v bistvu nek zavedanje, neko budno stanje, pač vse je v redu, ne napada me lev, ampak imam samo olimpijski finale in potem prevzame center možganov, tisti, kateri nam pomaga, da se odločamo, tisti, ki pomaga, da rešujemo nek problem. Še vse predtem pa, kaj je najbolj pomembno, da sami sebe znamo obvladati. Gre se samo za samo obvladovanje. In če jaz sama sebe znam obvladati, to pomeni, zaznam, zdaj se pogovarjamo o nekih izzivih, ko se soočamo z izzivi. Ko zaznam, kam grejo moje misli, ko začutim, kako se je spremenilo čustveno stanje, ali pa kako zadržujem neko napetost v telesu. Ko se jaz zavedam, imam jaz potem popolno možnost se odzvati na vse to. Ampak sama se odločam, kako se bom zdaj odzvala na te negativne misli, na bolj neproduktivna čustva, na tenzijo v telesu. Se pravi, kaj hočem povedati? A se sploh razumemo vse? Ne, ampak jaz imam kar konkretno vprašanje zate. Ne? Si predstavljaš njih, ko pridejo do startupov in rečejo, pomembno je, da 20 minut vsak dan meditirate. A da bi res rekli to? Ne vem. Če bo vsak dan 20 minut meditiral, bi bil svet toliko lepši. Da bi se ljudje majhen začeli sami sebe zavedati, pa svojih globoko programiranih prepričanj o ljudeh in tem svetu. In kako dojemajo stres. Ja, super, ki si to rekel, Žiga, hvala. Ena vaših, tako si jaz razlagam, nalog je, da obdarite svoje varovance s tistim know-how. Kako bom pa jaz zdaj, prenesel, ampak bolj tako, kako bom pa izvedel zdaj vse te naloge? Ker eno je skill set, drugo je pa, kaj pa v bistvu meni pomaga, da jaz aktiviram svoj skill set. To pa pomeni edino takrat, ko sem jaz umirjena, osredotočena, prisotna, res fokusirana, ko znam aktivirati svojo motivacijo, ne da tlele takoj nekaj začnem, pa mi ne gre, pa rečem, tole je čisto preveč težko. Da rečem, tole je pa še velik izziv. Zato bom pa rabila še kar nekaj časa in truda. Pač, malo šalo na stran, ampak gre se za to, da bi bilo fino, da vaši ti mentiji imajo zraven še zelo veliko, ali pa saj malo, nekih psiholoških orodij, kako bojo sami sabo borbali. To je ful bolj pomembno, kakor na koncu kjerkoli drug skill set. Ker edino, če je to na pravem mestu, potem sem jaz sposobna to in še več. Saj jaz si tako razlagam, ker jaz vam to samo povem iz športnega vidika. Vi imate lahko tako natrenirane mašine in plavalce. Michael Phelps lahko 8 Michael Phelpsov stoji. Ampak če je samo eden psihološko pripravljen na način, da je resnično samozavesten, da verjame v svoje sposobnosti, da je motivacija tista prava, da ni prisiljena, da se zna človek umiriti, osredotočiti, ostati v tistem trenutku, samo tistim bo ratal. Drugem bo pa sam preplavil stres in se bo zablokiral telo. Nam športnikom se fizično zablokira telo, mogoče kje v taki stresni situaciji v startupu pa bolj kognitivno. Pilotom, recimo, jaz sem študirala v bistvu ta startle efekt za magistrsko nalogo. Kaj se zgodi pilotu, ko se sooči s tako res šokantno neko izkušnjo, ki pride od nikoder? Že toliko dolgo govorim, da je crkno.
ne bomo še enega dali. Imamo 2 za take primere, tako da Hvala. Ja. A ne? Tako da v kabini, v pilotski kabini, kaj se zgodi, ko je pilot, se sooča s tistim stresom. To so res ekstremni stresi, a ne? Ampak neverjetno, kako v tistem trenutku, ko preplavi stres, resnično zablokira predel možganov, ki odloča, sklepa, planira, motivira, nadzira čustva. Ja, to je čisti fight or flight, saj tako smo napeljani, a ne? In ja, sploh ne vem, kaj sem jaz sploh Zadnje odgovarjala. vprašanje imam pripravljeno, ampak se v njej si itak že govorila, ampak nekaj vprašanj sigurno bo. Ja. Tamle je eno Ja. vprašanje, drugo vprašanje. Zdaj čas, da svoje knjige kaj poveš. Ne? Namreč Sara je ravno izdala svojo Jaj. knjigo in glede na to, da je sveža iz tiskarne, upam, da si ta zadnjo svojo prebrala. Ja, drugače sem jo res, ja. No, vidiš, zdaj moraš vse kaj o tej knjigi povedati. Prebrala sem drugače Dober dih, ful mi Patrick McKeown. Govori o tem, ja, ful zanimivo, mislim, samo to. Bova pa o tem. Ampak joj, hvala, koliko si prijazen. Ja, napisala sem svojo knjigo in sicer celotni 5-tedenski program mentalnega treninga, zaenkrat piše gor Mental Training Program for Swimmers. Notor je QR koda, kjer imajo mladi plavalci. Naredila sem, pač tako sem sestavila program, da je tudi simpatično za nekoga, ki je 13-14 let star. Verjamem, da tudi starejšim nam otrokom. Ne vem, vse smo otroci po duši celo življenje. Saj jaz tako rada verjamem. Ja, in je celotna knjigica, ki obdari mladega plavalca z vsemi psihološkimi orodji, ki je rab v plavalni karieri. Ampak bom v roku 6 mesecev napisala For winners. For winners, tako kot si ti že, mogoče ti bom dala. Ja, jaz znam Žigo svojo knjigo, pa napiše, zakaj pa tle piše for swimmers? To bi mogla pisati for winners. Mogoče dobiš procente, če bo res for winners. Lej, važno, Ne, da tako da ja. bo knjiga pomagala. Ja, tako lej, da. tako da, ampak je v bistvu bolj program, zato ker imajo noter 4 tedne treninga meditacije, 5 teden pa otroke učim vizualizirati, starejše, mlajše. Ker to trenerji pač športnike ne učijo, pa tudi celotni program sem zdaj delala z Genijem, tako da Geni, firma Genija, tako da ni sam za športnike. Tamle je vprašanje? Omenjala si, se pravi, slovenski trener, pa ta na Berkeleyju trenerka. Se pravi, ta slovenski trener je bil ful na tej strani challenge, tista je imela oboje. Zdaj verjamem, da tudi v tej sobi, no, smo bolj na eni strani, pa bolj na drugi. Kako ti vidiš, kako priti bolj v sredino, da imaš oboje, tako kot je imela recimo tista trenerka? Ja, a veš, sej pač, ne vem, tako se mi zdi, da je ona se sama sebe tako zavedala. Ona je točno vedela, kako s svojimi besedami vpliva na nas, svojo prezenco, svojo lastno motivacijo, zakaj je ona tam. A ne? Ne vem, včasih se mi zdi, da v Sloveniji tako, ne vem, trenerji pridejo z neko težkoto na trening. Ko se mene da. Na tak način, a veš, kaj mislim. In poje otroci, mislim, čutite energijo, če nekdo ni tam, jaz sem tukaj, zato da bomo danes delali in da bomo vsi izvlekli najboljši iz tega dneva, ker vsak dan šteje. Ne pa neka beda, mora, mislim, iz vidika vodje, nehajte se pritoževati, dej nehaj, dej ne, pustite me, dej, skačite. Ti to Marjanu povej Šarcu. A ja? Oj, ne, v politiki pa. Sploh se ne podajam v slovensko politiko, sorry. Ampak ja, ne, gre se za to, zakaj da? Ja. Samo ameriška. A ja, tudi to ne. Dobro, tudi to ne. A ne, gre se, tako vidim te osebe, ali pa mislim tudi sebe, seveda, ko opazujem, je moja naloga ta, da se jaz tam pojavim 100% pripravljena delati. In s to neko energijo kar privlačeš druge, da se pridružijo. Sploh ni treba tako, pač, zdaj sem bila na Švedskem, samo to ga vem, pač ful mi žal, da noben trener iz cele slovenske plavalne reprezentance ne hodi na konference, nažalost,
pač jaz hodim. In neverjetno, trenerji iz celega sveta so prišli predavati prav o tem, kako trenirajo, kakšne pristope imajo, kako se pogovarjajo s svojimi plavalci. To je tako revolucionarno. Ampak gre se pa samo za to, jaz sem tista budna, oklopljena oseba. Jaz se zavedam in svojega čustvenega stanja, kognitivnega stanja, vsega, in zato svojo neko prezenco lahko samo to, kar sem, inspiriram druge. In to je to. Ne rabite veliko. In te trenerji, tako kot so neverjetno dostopni, seveda je rešpekt, seveda, a ne prideš tako, ampak gre se za to, da delate za eno ekipo in en drug, ja, a ne. Zadnje vprašanje je bilo precej romantično, ampak glede na to, da si nanj že odgovorila, pa vse, morda si kaj izpustila. Končajva z medaljo, piše. Ja. Danes je verjetno lep spomin, pa vendar, kaj je bilo ključno, da si jo dobila? Malo si že opisala, da je bilo pomembno, da si postavila vizijo, Ja. da si imela zelo jasen cilj in ta tvoj mental skills, ki si jih spostavila za to, bi še kaj dodala? Ja, mislim, samo še enkrat mogoče poudarila, da je bila ta vizija tako zelo iskrena in tako pač moja, da samo zaradi tega sem tako sanjala in si upala sanjati in imela sem ta support system, da so drugi verjeli vame, to vedno pomaga, vedno rabite nekoga, ki reče, ja, verjamem vate, ampak to rečejo samozavestni ljudje, ki verjamejo vase. Tisti, ki ne bo verjel vase, bo rekel, ma daj nekaj sanjati, zato ker projicira svojo negativo na vas. Se pravi, rabite se družiti z ljudmi, ki seveda so realni glede, a ne, kako in kaj in proces, kako bom jaz zdaj prišla do te vizije. Ampak resnično verjamem, da ta vizija in te sanje morajo biti tako malo scary. Jaz sem imela tako 2 ful velika kvota. Mislim, jaz sem imela milijon kvotov v svoji sobi napisanih, pa olimpijsko medaljo pa vse. Ampak sem vedno imela gor napisan, if your dreams don't scare you, they're not big enough. Ampak ta drug kvot je bil pa, never let your fear grow bigger than your faith. To pomeni, da sem pač upala sem si sanjati, ker so bile res tako scary te sanje in sem rekla, jaz olimpijsko medaljo. Ok, mogoče. Ne mogoče, jaz sem vedela, da jo bom osvojila. Potem sem pa vedno rekla, da ta neka vera vase ne bo vedno močnejša kot ta nek strah. In to sem res vsak dan prakticirala, pa nujno ponavljanje vizije, kako pa zgleda, ko enkrat to osvojite. Jaz sem si vsako drugo noč predstavljala komentatorski glas, kako me napove, da stopim na olimpijski oder. In jaz sem ta glas tako slišala, kakor da sem bila tam in je rekel, and the winner of the Olympic medal representing Slovenija. In jaz tako, pa reče, Sara Isakovič, pa jaz to stopam, samozavestno stopam, maham, tata, mami, vsi so tle, dobivam medaljo, v posli mi pa solze tečejo, pa se jokam, tako, I'm an Olympic champion. In to delala 2 leti vnaprej, 300-krat. Preden sem sploh prišla v Peking. In nisem bila nek magičen otrok, res ne. Res, uživala sem v vodi, zame je bila to igra. Igra, vsak dan igra, daj da vidim, koliko sem, kaj možno. In potem ta neka, ja, otroška igrivost, drznost, nisem imela nič za zgubiti. Ker jaz sem bila vedno sam Sara, jaz nikoli nisem bila nek rezultat. In tako, the world was my playground. In še vedno je. Tako da jaz sem vsega tega želim za vas. Od zdaj naprej. Ampak dajte preusmeriti vedno pozornost bolj nase. In če boste vi tisti role model, vam bojo drugi sledili in bojo tako čudoviti, kakor ste vi. Sem vedel, da je v tej medalji marsikaj romantičnega. Hvala.